Spoštovani gostitelj, župan dr. Tomaž Rožen, spoštovana direktorica občinske uprave magistra Vlasta Kupljen, cenjeni gostje, spoštovana Janja Šegl z družino, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v naši sredini. Vljudno se vam zahvaljujemo za upoštevanje in spoštovanje ukrepa PCT in za obvezno uporabo mask in se vam za morebitne nevšečnosti in morebiti malo manj udobno preživljanje tega dogodka iskreno opravičujemo. Za športnicami in športniki, trenerji, strokovnimi delavci in ljubitelji športa je zares posebno in tudi težko leto. Odpadla so številna tekmovanja, spremenili so se treningi, vsak stik s trenerji in sotekmovalci so spremljali dvomi in morebiten strah pred okužbo. A ne glede na vse je bilo leto 2021, pa še sploh ni pri koncu, polno izjemnih dosežkov. S pregovorno vztrajnostjo športnikov so uspeli doseči zelo dobre rezultate, ki so zaradi težke situacije še toliko bolj dragoceni in pomembni. In kar je med tem še najbolje je to, da so med njimi tudi čisto naše športnice in športniki. Med odličnimi rezultati, ki si zaslužijo našo pozornost, je nekaj takih, ki še posebej izstopajo in med slednjimi brez nepotrebne skromnosti tudi naša odlična Janja Šegl. Njena, tako rečem, paradna disciplina je 100 metrov prosto, je plavalka našega plavalnega kluba Fužina Ravne, naš komaj 21-letni ponos, ki se v športu zgleduje po Federiki Pellegrini, kar bi najbrž bilo v ponos, saj ima tudi naša Janja že veliko pokazati, tako rezultatsko kot tudi izkustveno. Olimpijske izkušnje je nabirala že z nastopi v Rio de Janeiro s komaj 16, kjer je bila 15. na 4x200 metrov prosto, pa na Evropskem prvenstvu letos v Budimpešti 7. na 4x100 metrov prosto in 9. na 200 metrov prosto, ter prav tako 7. na 4x50 metrov prosto. Bron se je zasvetil na mednarodnem Evropskem prvenstvu na Madžarskem na 200 metrov prosto leta 16 in leto poprej 3 zlate in 2 srebrni kolajni z Olimpijskega festivala Evropske mladine v gruzijskem Tbilisiju. In to so samo številke in šele začetek. Besedo predajam županu občine Ravne na Koroškem, dr. Tomažu Roženu, ki vedno glasno in močno navija za naše. Hvala lepa. Mislim sicer, da je govornikom dovoljeno, da se za tisti čas govora damo to dol. Če nas bojo zaprli, najbrž pa bomo pa že preživeli. Skratka, lep pozdrav v mestni hiši, spoštovana Janja Šegl, seveda naša olimpijka, spoštovana družina Šegl, spoštovani visoki gostje, ki ste se odzvali vabilu, da naredimo ta priložnostni sprejem za našo olimpijko Janjo Šegl. Nismo želeli seveda ta velik uspeh ravenškega športa in tudi velik uspeh občine kot take gre seveda mimo tega, da temu posvetimo ustrezno pozornost. Z nami so predsednik plavalnega kluba Fužinar, direktor Zavoda za šport, kulturo, turizem, podžupan občine Ravne in predsednik Zveze športnih društev, tako da na tem sprejemu poleg družine seveda vas želimo res pozdraviti in oddati to, kot rečeno, čast lokalne skupnosti, ne samo športa. Seveda na Ravnah smo ponosni na vsakega, ki gre na olimpijske igre, z tega vidika je to vrhunec vsakega športnika, pa najbrž ne vrhunec samo v športnem smislu, ampak tudi v življenjskem smislu. Zagotovo nihče od nas v tej dvorani, razen morda najbrž sestre, ne bo šel nikoli na olimpijske igre, smo že prestari, pa nismo aktivni športniki, tako da si lahko samo mislimo, kako je biti, bi rekel, na tako velikem, najbrž lepem globalnem dogodku, ki si ga ti že drugič doživela, pa verjamem da ne zadnjič, kajti naslednje olimpijske igre so že časovno zelo hitro, torej 3 leta bodo najbrž minila hitro. Vsekakor pa se želimo danes pokloniti vsemu trudu, vsemu odrekanju, ki je za tabo, vsem treningom, ki so za tabo, da si lahko zastopala Slovenijo in tudi delno tudi Ravne v Tokiu, koliko bi rekel tega na nek način športnega truda, da ne rekel trpljenja, te še čaka, če želiš ponoviti nastop na olimpijskih igrah v Parizu, tako da resnično ta sprejem, ki zagotovo ni tvoj zadnji sprejem strani občine ali Zveze športnih društev, jemlji kot priznanje, kot poklon temu, da se zavedamo, da je za to potrebno trdo delo, tudi nekaj talenta, to trdo delo ne bi bilo dovolj, če ne bi bilo na nek način nekaj talenta športnega in pa podpore družine, ki te zagotovo v največji meri podpira.
Hkrati pa seveda je to tudi priznanje odličnemu delu našemu plavalnemu klubu Fužinar, ki je že na nek način dal ali pa proizvedel seveda z odličnim delom, vsaj, da ne bom zdaj hvalil, 3 olimpice, torej tebe, Janjo Šegl, oziroma mislim, da sem premalo povedal, Damira Dugoniča, Tjašo Oder, pa mislim, da je še kdo, Mojca Zagmajster. Skratka, plavalni klub je po tej plati seveda daleč najboljši klub v naši občini, proizvaja olimpice, torej lahko pošiljamo naše občane na res to vrhunski dogodek, pravzaprav v športnem in tudi drugem smislu. Športniki sami najbolj veste, da je to seveda vrhunec kariere vsakega športnika, da lahko gre in morda seveda tudi, bi rekel, svoji medaljo na olimpijskih igrah. Tako da seveda pohvala tudi plavalnemu klubu Fužinar za ta izjemen uspeh. Ravne so predtem imele pravzaprav deležence pred nekaj desetletji, torej na zimskih olimpijskih igrah, medtem ko na letnik pa mislim, da morda to predsednik me lahko popravi, še nismo imeli olimpica razen seveda plavalnega kluba oziroma plavalcev, ki ste očitno izjemno vrhunski v svetovnem smislu. Hkrati zahvala tudi Zavodu za šport, kulturo in turizem, direktorju Dejanu Pandelu, ki je danes tudi tukaj, novemu direktorju, ki skrbi za to infrastrukturo, za oba bazena, seveda za opismenjevanje gora ta manjši bazen, potem pa ta olimpijski bazen, ki je seveda zahteven. In pa seveda tudi zahvala Zvezi športnih društev, ki predstavlja ta okvir, da lahko, bom rekel, skoraj 30 športnih panog na Ravnah torej živi, da so povezane, da torej s to infrastrukturo in pa seveda s tem lahko živimo. Največja zahvala pa seveda športnikom, danes torej tebi, Janja Šegl, da ste tako resni, da ste tako odlični, da lahko torej smo ena izmed občin v Sloveniji, ki se pohvali z olimpiko, in ti so si bila na nek način tudi naša predstavnica in zato torej še enkrat iskrena čestitka in pa velika zahvala, da si predstavljala Slovenijo in pa seveda to sporočilo, bi rekel, naše javnosti, našega, bi rekel, tudi tega sprejema, da smo ponosni na tebe, da spremljamo tvoje uspehe in da nas seveda na nek način tudi poleg seveda Slovenije predstavljaš, torej ko plavaš oziroma ko hodiš po svetovnih, evropskih in drugih tekmah in pa kot si bila, kot rečeno, na olimpijskih igrah, ki pa, kot rečeno, nebriž niso samo športne izkušnje, ampak so tudi življenjska izkušnja, ki te bo spremljala še dolgo v tvojem rosno mladem času, tako da nebriž pa o tem, mislim, da bo tudi beseda s tvoje strani potem kaj več. Tako da še enkrat, bi rekel, v tem trenutku, ko sledijo še seveda podelitve nagrad, torej v tem trenutku velika zahvala in velika čestitka strani občine Ravne na Koroškem. Še vedno ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. So Janjine besede, ko se je vrnila domov po v Banja Luki odplavani normi za nastop na olimpijskih igrah v Tokiju. S tako imenitnim nastopom na 100 metrov prosto, ki ni njena paradna disciplina, je presenetila in dokazala, da je iz pravega testa, če tudi se sama menda ne uvrščaš med šprinterke. In tako je popolnila trojico plavalk, poleg Katje Fajin in daljinske plavalke Špele Prše, in predstavljala sam vrh plavalnega športa naše države, na kar smo izjemno ponosni. Kako je ta zgodba zvenela ali se je odvijala prvo osebno zanjo, si lahko samo mislimo in predstavljamo. Od vseh sklepnih priprav s trenerjem Matijo Medveškom do nastopa, kjer smo vsi preklinjali tistih nekaj pičlih stotink. Naj upravičim trenerja, spoštovanega gospoda Medveška, ki je, se bomo vsi strinjali, na zasluženem oddihu. Se pa oddih počasi že izteka za Janjo. Počaščeni smo, da je Janja z nami, naša ravenska olimpika. Janja, veseli bi bili, če z nami delite tudi kakšno osebno izkušnjo, kako ste vi doživljali torej te olimpijske igre, zdaj, ko so se nekako tisti ta prvi najbolj čustveni odzivi že malce polegli. Ja, najprej iskrena hvala vsem. Jaz sem res pač tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiju, sem si res ful želela. Rezultati na majskem evropskem prvenstvu so mi dali res še tisto zadnjo piko na i, da sem verjela vase, da sem zmožna še več in sem res pač s trenerjem smo res dobro delala. Že ko smo šla na višinske priprave pred evropskim, sem videla, da se lahko vrnem na tisti nivo, ko sem bila pred parimi leti oziroma še na boljši. Tako da, ja, delala sem do zadnjega dne, normo sem odplala dobesedno zadnji dan. Ja.
Janja Garnbret je pravzaprav večkrat izpostavila tisti pritisk, ki sledi ob visokih pričakovanjih lokalnega okolja, ne nazadnje tudi vse športne srenje. Kako si se ti soočale s tem, kar preti od zadaj, pa dejansko nimamo tega občutka gledalci ali pa navijači? Na olimpijske igre nisem šla z nekim pritiskom, zato ker gledam to, kaj sem vse naredila že to leto, oziroma kik sem se dvignila v formi, je res bo že to pač res vrhunsko, da sem sploh odplavala normo, tako da s trenerjem nisma nekaj pričakovala, ampak ja, itak, pač odplavala sem osebni rekord, kar pač nisem pričakovala, tako da bo tudi to nekaj pač nad pričakovanjem. Kakšen vtis je pustil Tokio, kakšen vtis je pustil ves ta cirkus olimpijskih iger? Ja, tudi glede na to, pač, ker je korona, pa to ni bilo nekaj, ni bilo nekaj pač slabo, kako bi temu rekla. Izkušnja sama, to je bil moj prvi individualni nastop na olimpijskih igrah, nekaj drugačko pa 2016, ko sem štafeto, nove izkušnje za naprej, ja, pač same pozitivne stvari. In potem rezultat, kaj ste storili najprej po tistem dnevu D? Na olimpijskih? Ja. Ja, najprej sem imela 200 kravl, kjer sem pa osebnega oziroma ga izenačila. Potem je trener povedal, da sem odplavala tudi normo za svetovno, ko prej sploh nisem vedela. Tako da ja, tudi če mi je pač tistih 500 zmanjkalo do polfinala, je bila neka pozitivna stvar, osebni pa norma za svetovno, tako da sem oba res zadovoljna. In ko začutite vodo na sebi, kaj se v tistem trenutku poraja v vaših mislih? Ja, glede na to, da si na takem velikem tekmovanju oziroma največjem, si želiš dober rezultat, pa pokazati pač, da si res zaslužil, da si tam. In iztisnili ste zadnje atome moči, splačalo se je, pa če so vedno dobre stvari 3, ciljate tudi na 3. olimpijske. Ja. In za prve ste dejali, da ste nabirali izkušnje, zdaj pa torej niste šli iskati izkušenj. Kaj pa pričakujete od 3? Ja, glede to, da sem pa že zdaj 5 sekund, kar ni skoraj nič od polfinala. Verjamem, da če bom pridno delala, če bom uboga trenerja, če bom hodila na treninge, če bo vse pač z zdravjem, kakor mora biti, verjamem, da bom tudi 3 leta starejša, bom imela že res dosti izkušenj, ker do takrat tudi veliko evropskih pa svetovnih. Verjamem, da lahko pridem do finala, pa se do blizu. Naj se vaše besede pozlatijo, morda se zasveti še kaj drugega, vsekakor bomo stiskali pesti. Namen našega današnjega srečanja, ki se bo v nadaljevanju odvilo malo bolj osebno in sproščeno, pa ni samo prepoznavanje uspehov kot najlepše nagrade za dosežen rezultat, ampak tudi motivacija za nadaljne delo tako športnikom, športnim delavcem, ter vsem, ki športnikom stojite ob strani, torej svojcem, prijateljem, vsem, ki se z njimi veselite dobrih rezultatov in ki ste v oporo v trenutkih, tudi ko ne gre vse po planu. Za imenitne športne dosežke utripamo tudi s Centrom športa na DTK-ju in usmeritvijo športa v naši občini, ki temelji na delu z mladimi in jo skupaj povezujemo tako občina Ravne s sofinanciranjem letnega programa športa ZGŠTM in Zveza športnih društev Ravne ter seveda vsi klubi s svojo strokovno pomočjo. Je pa to čas, ko v občini Ravne rastejo nove pridobitve, ne le nujne, pač pa tudi namenske infrastrukture, tudi športnih objektov, denimo zelo v kratkem pričakujemo otvoritev nekoliko dodane vrednosti pri tem športnem dogajanju družinskega parka Poseka, tribuna v mestnem stadionu raste in to je le del investicij. In kljub temu, da je za nami zdaj že leto in pol odrekanj prilagoditev in omejitev, ste prav športniki pokazali, kako zelo pomembna in široka je vaša družbena vloga, saj znate povezati, poenotiti in navdihovati ljudi. Tudi zato je župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Erožen, za vas, spoštovana Janja Šegl, pripravil skromno zahvalo in vzpodbudo za prihodnje, nekaj tudi za vas. Prosim, župan. Ena pozornost strani naše občine, da bo vse malo trud tudi v finančnem smislu poplačan, tako da čestitam še enkrat. Se draš ni tako, ga pete malo. Ja. Pa še en spominček, ja, evo.
Hvala. Rož, ja. Hvala. Pa da. Hvala. Gospa, kjer se skoči? Hvala. Ker je ravno tako edinstvena prilika, da smo zbrani, preden Janja pregovorno odide v svet. Janja, čisto nakratko, kam te nesejo zdaj noge, kam te vodijo poti? Ja, v ponedeljek odpotujem v Italijo, v Neapelj, kjer bom nastopala v mednarodni ligi, v ekipi Energy Standard. Ja, tam sem pa do konca septembra. Torej, zadnjih trenutek smo ujeli za las, pa bomo na tem mestu še omogočili besedo gostom. Prosim, če želi kdorkoli od vas, spoštovani gostje, karkoli dodati, izvolite in povabimo k besedi. Janja, lep pozdrav še v tej formi, glede na ta počitniški čas ni bilo možnosti, da bi se osebno prej srečala. Ko si naravno odplavala, smo se srečali, mi je bila dana čast ti čestitati, kasneje pa ne. Iskrene čestitke za dosežen rezultat, glede na to, ker seveda plavalci vemo, da se s plavanjem ukvarja poleg atletike pa nogometa največ prebivalstva tega sveta, da tudi tekmuje ogromno število tekmovalcev, je vsakašen rezultat tako visoko, kot se ga dosegla, res hvale vreden. Hvale vreden je ta rezultat še posebej zaradi tega, ker si ti neposredno pred tem izplavala normo, verjetno sta trenerjem morala planirati vrhunsko formo na tisti dan, ko si pač poskušala in potem izplavala normo. Po vsakem takem vrhuncu pripravljenosti, pač pripravljenost normalno, objektivno pade, pri tebi ni in si tudi na olimpijadi uspela doseči reden rezultat. Nažalost so bile to kar stotinke tebi v slabo, glede na to, kakšen pristop delo imaš, glede na to, kakšne cilje imaš, kako si motivirana v športnem smislu, verjemi in zaupaj si, da bodo ne samo stotinke, sekunde tebi prihodnje v prid. Vztrajnost, potrpežljivost in postavljanje si visokih ciljev je verjetno možno pri športnikih šele v tem obdobju starosti, ko športnik dozori, komu so cilji pred vsem odrekanjem, pred vsem trpljenjem, kot ga je prej poimenoval dr. Rožen, verjemi, da bodo rezultati in uvrstitve šle na bolje. Mi ti bomo absolutno stali v strani, plavalni klub, pa tudi vsi, ki delamo v plavanju, pa še kdo, ki ni formalno v plavanju, ti bomo pomagali, omogočili še boljše pogoje za delo. Ne samo tebi, mi imamo še nekaj drugih vrhunskih plavalk in plavalcev samo zato, da bomo poskušali čim dlje seveda nadaljevati za to kontinuiteto dobrih rezultatov. Tjaša je nehala plavati, Duganič je relativno hitro nehal plavati, ti si zdaj spet nekako izpopolnila to vrzel medgeneracijskega prehoda. Za klub je tudi pomembno, da seveda imajo vzgled v nekom takem, ker to seveda moš vedeti privablja mladino. Moj tamali je hodil parkrat, pa ni vedel seveda, da Janja plava. Pa sem mu povedal, da je to ta. Pa on še kar vsem drugim soplavalcem, mojcem povedal, pa so vsi veseli. To je nepojmljivo, nekakšna motivacija, zelo preprosta je za te naše mlade športnike. Iskrene čestitke še enkrat, iskrene čestitke tudi staršem, vsa pohvala za podporo, ki nudite Janju in upam, da jih boste nudili tudi naprej.
vsi, ki imamo ali pa imate otroke, ki se ukvarjajo športom, pač veste, da morate spremeniti način življenja, da vse skupaj sploh funkcionira. Ne morate pozabiti na del svojih osebnih svoboščin, manj prostega časa, ki seveda moramo biti zelo otroke, ki trenirajo. Iskrena hvala tudi občini, iskrena hvala gospodu županu za to srečanje, za te lepe misli, ki so seveda samo odraz tega, kakšen odnos ima občina in občinari in občinski funkcionari do športa v Ramovski občini. Zgled ste vsem, vsi se nam čudijo in samo čim dlje tako naprej. Janja pa dovolj še. Skromni šopek. Čestitke. Hvala. Predsednik zveze. Predsednik zveze. Hvala lepa. Danilo Šedul, predsednik Zveze športnih društev, dobro me pozna. Ja, v Zvezi športnih društev združujemo dejansko 25 klubov in moram reči, da tako je Miran povedal, da izredno dobro popolnjujejo z dobrim delom, in z talentom, popolnjujejo dober del, eden odhaja, da se rojejo nove zveze in to je pri glavnem klubu izredno vidno in to smo zelo veseli, da se lahko v zvezi pohvalimo z uspehi naših športnikov. Iskrena hvala strani zveze, obljubim, da bomo sodelovali in s klubom in z posamezniki. Zahvaljujem se seveda tudi trenerju, ki je ogromno vložil tudi v te uspehe. Kot je rekel Miran, seveda vemo, kaj pomeni to za družino. Se zahvaljujem družini za trud in za podporo. Tudi da še enkrat čestitke in samo čestitke. Hvala lepa. Hvala, mora biti še kdo? Hvala. Naša plavalka Janja Šegl je na olimpijskih igrah v Tokiu v disciplini 200 metrov prosto s časom 1:58:38 izenačila svoj osebni rekord iz leta 16 in osvojila 17. mesto. Polfinale se je izmuznilo za pičlih 500 sekunde. Odplavan čas na 200 metrov prosto je pomenil tudi odplavan A-standard za prihajajoče svetovno prvenstvo leta 2022 na Japonskem v Fukuoki, kjer bomo prav tako stiskali pesti zanjo. Za prikazano doslej njej in njenemu trenerju Mateji Medvešku, vsem vam, spoštovani bližnji, vsem, ki se trudite in utripate z njo, iskreno čestitamo in Janja, vam se srčno zahvaljujemo, da kažete in vodite mlade v svet športa, za neizbrisen pečat plavanju na ravnah, tudi dvigu ugleda našega kluba. Hvala, ker ste razlog za organizacijo tovrstnih dogodkov, ki sežejo, upam tudi vam in vsem, ki vas ima radi in podpirajo, do srca. Vabljeni seveda, da v nadaljevanju malo manj formalno in seveda, ker se ta prostor predvsej bolj greje kot zunanji, na zraku nazdravimo in poklepetamo, ter kaj prigriznemo. Hvala, vse dobro in seveda stiskamo pesti, da vam bo zdravje služilo in se nadejamo še dobrih rezultatov kot Janja Šegl. Hvala.